V novomeški založbi Goga sta v nadvse zabavnem pogovoru v svoji zgodbi predstavila vsestranska ustvarjalca. Tadej Golob in Ahmed Burić, bosanski pisatelj, ki je trenutno na pisateljski rezidenci v Novem mestu. Playboyev kolumnist, novinar in alpinist Tadej Golob je bralcem poznan tudi kot avtor nekaterih biografij. Kot pisatelj pa je nase opozoril leta 2010, ko je za svoj roman Svinjske nogice prejel nagrado Kresnik. Napočil pa je čas za nov roman. Do tega tedna nisem bil prepričan, da je, ker sem delal na eni knjigi in sem se zelo boril z njo. Ampak ta teden sem pa eno tako razsvetljenje doživel in mislim, da je. No. Da zdaj knjigo imam, da jo držim in ko imam časa še nekaj 2-3 mesece, da jo končam. Zdaj skoraj verjamem, da jo bom fajn končal in da bo neke vrste Svinjske nogice 2. Govorila bo o boksarju tam, ko se bliža koncu svoje kariere, amaterskemu in ne ve točno, kaj bi sam s sabo. Med drugim je Golob napisal tudi biografiji o Zoranu Predinu in Petru Vilfanu. Kako se takšno pisanje razlikuje od pisanja romanov? Je rahlo drugačna. Jaz na biografijo gledam kot na neke vrste hibrid med novinarskim delom in pisateljskim. Zdaj, jaz sem šel počasi, najprej novinar, potem pač biografije in potem roman. In se je skazalo za zelo v redu stvar, ker biografije tehnično gledano so isto, stavki, opisi, to je vse isto, ampak pri romanih si pač mečkam več izmišljuješ. Ahmed Burić iz Sarajeva ravno zdaj prevaja Golobove Svinjske nogice iz slovenščine v njegov materni jezik. Ja, Tadej Golob je izredno zanimiv pisatelj. To pa je nekaj, česa nismo navajeni v tam, v Bosni ali pa v Srbiji ali pa na Hrvaškem, pod Kolpo, brat od slovenske literature. To je pa polno humora, to je pa zgodba o marginalcu, to je pa nekaj resnega, pa nekaj zelo prijemčivoga, kako mi kažemo. To je pa živa literatura in ni tako resna. Ampak je zelo zanimiva in Tadej Golob je po moje zdaj eden izmed najbolj živih slovenskih literaturnikov. Tudi sam opravlja več del hkrati, med drugim tudi novinarja in pisatelja. Ja, to sta pa dva dela zelo podobna, ampak različna v enem pomenu. Ja, vsi veliko dobrih pisateljev sa začetka stoletja, Matoš, Krleža, pa v Ameriki tudi, ne vem, Hemingway, pa to, ne da bi se poredil. Ampak so bili eno in drugo. In jaz mislim, da je to pač ne en rod, pa je malo to bratstvo in sestrinstvo. Burić je tudi avtor 2 knjig poezije. Bog tranzicije iz leta 2004 in Posljednje suze nafte i krvi iz leta 2010. Po moje je poezija bistvo literature. In to je pa jaz sem pač pesnik. In to pa vse, kaj se dogaja, razen tega je nekakšen eksperiment. Vse je začelo v poeziji, in jaz mislim, da se tudi bo končalo, če pa mene vprašate, kakšna bo, ne vem, prihodnost literature. Trenutno je Ahmed Burić gost rezidenčnega programa, ki je plod sodelovanja med založbo Goga in organizacijo Traduki. Vsak četrtek zvečer Burić gosti odlične slovenske avtorje, katerih dela je že prevajal, z njimi pa deli tudi svetovni nazor. To je pa mesto, kjer se je začela, ne vem, nacionalna zgodba o samozavesti Slovencev, če tako lahko rečem. Pol pa je nekaj na tem Anton Podbevšek teatru, tudi, pa je ta Goga tako luštna knjigarna. Nisem videl, tako luštno knjigarno nisem videl niti v Parizu, niti v Londonu. Pol pa je, bo nekaj materijala in se bo nekaj izpeljal iz tega. Ta četrtek bo Burić gostil slovenskega glasbenika Vlada Kreslina.